Za vas imamo en res tak wow podatek, dajmo režija kar pokazati. Ali vi veste, da torej v enem letu v Ameriki se porabi 3,86 milijard dolarjev za, pa se zdaj to, za fitness opremo doma, ki pa vemo, ki je kmalu konča oziroma na kakšen način, ne, nič več je ne abuzamo in ne uporabljamo, ampak je odličen izkoristek za kakšne cune gor vršt ali pa pač malo prah brisati pol s časom, ne? Ampak občutek je pa, da boš wow naredil. Ja, ko je domov pripeleš to mašino. Dva dobra dneva sta, veš, kakor pri nepremičninah. Prvi dan, ko kupiš, pa polka na bolhi prodaš. Ja, ne. V glavnem, Jasmina, danes imamo eno vprašanje zate in sicer govorimo o zamenjavah. Zdaj, vsi pravijo, da ko preživljaš veliko časa, torej v službi, pa si pod stresom, da je fajn, ne, in vsi se tega držijo, da je treba pa po službi, ne, namesto počitka iti v fitness in se še tam fajn tudi fizično, ne, še bolj zmatrati, kakor si že psihično utrujen. Ti pa praviš, da v bistvu moramo najti zamenjavo, torej zdravo zamenjavo namesto fitnessa. Fitness velja kot nekaj zelo zdravega in tudi je v ustreznih pogojih. Fitness v smislu nekega švicanja in tudi ostale kardiovadbe, v smislu aerobike in drugih različnih oblik vadb, so v popoldanskem času povsem po neki 15 uri za žensko, predvsem pa za žensko recimo po 30-40 letu, nekaj, kar je zelo, zelo neprimerno, kajti v popoldanskem času temperatura našega telesa mora iti dol in hkrati tudi kortizol, torej stresni hormon, mora iti dol. Na ta način bomo zagotovili boljšo platformo in pogoje za spanje. Spanje je regeneracija, spanje je razstrupljanje in zelo velikokrat imamo primere žensk, ki želijo shujšati in hujšajo in hodijo na fitness, mogoče 3-krat, celo 4-krat na teden ali pa 2-krat na teden in ne dosegajo rezultatov. Zakaj? Zaradi tega, ker je problem v hormonih. In ne boš verjela, takšne ženske lahko naredijo zdravo zamenjavo z sproščujočim sprehodom popoldanskim, v naravi. V naravi. Lej, tudi če bojo za cesto šle hoditi, je boljš kot fitness. In kaj bodo dosegle? Kortizol se bo umiril, in tudi maščoba na trebuhu se bo dejansko začela topiti, ker maščoba na trebuhu je vedno povezana z kortizolom, torej stresnim hormonom, in za trebuh naredimo več s prehrano, kot pa dejansko z vadbami tam. Pravzaprav nam lahko maščoba še bolj ven stopi, ko začnemo s trebuhom delati, ne? Aha, kakor trebušne mišice. Ja. Aha, ok. Ja. Tako da zdrava zamenjava danes bi bila sprehod. Hoja je najbolj zdravilna in dajmo namesto fitnessov popoldan hojo, če pa imamo tukaj radi fitness, pa naj bo to v dopoldanskem času oziroma za vikend, kadar si to lahko privoščimo. Še enkrat poudarjam, če želimo imeti zdrave hormone, in to je bistvenega pomena, predvsem pa ženske, torej po 30-40 letu, to velja seveda tudi za moške. Kajti tudi moški bodo veliko boljše spali, če popoldan oziroma zvečer ne bodo imeli fizično napornih aktivnosti. Kar pa je skoraj nemogoče v mnogih primerih upoštevati ta nasvet, ki sploh ni moj nasvet, ampak je nasvet vseh biohackerjev po svetu. Zakaj? Zaradi tega, ker kdaj pa imaš cajt? Ja. Kdaj se pa dogajajo te zadeve? A ne? No, zdaj pa, ok, zdaj si rekla, sprehod je ena varianta, ne. Zdaj, če zunaj dežuje, verjetno, zdaj, ne vem, a ti greš v vsakem primeru, pač ven jaz recimo ne bi šla, ne. Če imaš psa, greš. No, moj pes je malo bolj salonski, pa ne raba tako hoditi, kaj dež, ker on ne bo tat, se vam pomolil, a ne. Tako da me zdaj zanima, če je dež, a ne, in če pač tudi pes malo bolj pomen, ne, kako lahko pa v bistvu doma, recimo, vsem poskrbimo za to, da bomo se sproščali, ne. Kaj recimo bi predlagala? Jaz bi predlagala, poleg sprehodov, pa dobro, ne moramo zdaj sprehode narediti, lahko naredimo kakšne vaje za raztezanje, kakšno zadevo iz pilatesa, lahko zamenjamo z meditacijo, lahko zamenjamo z branjem, lahko zamenjamo z, ne vem, tem, da delamo albume, lahko zamenjamo s kakršnokoli zadevo, ki nas pravzaprav umirja. Za žensko pa bo neverjetno pozitivno oksitocinsko druženje z ženskami. Torej, pridejo prijateljce, recimo, ne vem, ena super ideja, vsaka prinese eno obleko, ki je ne nosi več, pa si malo izmenjajo med sabo, ali pa skupaj pripravijo kakšno okusno sladico brez sladkorja, oziroma se enostavno družijo skupaj in se pogovarjajo. To bo odlična aktivnost, ki bo naredila več
kot katerkoli fitness. Za vse tiste, ki pa ste seveda doma s partnerjem, pa tudi njega lahko malo pocrkljate, bo tudi zelo vesel, pa tudi tukaj je stresa, ne, zagotovljeno na nuli. Ne, če se malo crkljamo, pa božamo. No, evo, še en predlog.